Živijo punce, ki ste prinesle sonce. Ti si moje sonce. Če kdo te ve in dokaz, da vam ena prijavnica dejansko lahko obrne življenjsko pot. Ja, sam ključni je pa tisti pogum, da sploh narediš ta korak in greš, pa splavaš. Jaz, ko sem videla reklamo A4, meni so se učke zasijale. No, ti si bila sploh zagnana, ne? Jaz sem bila zelo zagnana Ana. Je pa moja mami v resnici me poklicala in rekla, veš kaj, jaz sem videla eno reklamo ali neki za neko pevsko neki, ti bi to mogla iti. In sem šla in sem imela zaporedno številko 2. Mislim, da je bil 8. marec na praznik. Natka. In od takrat naprej tvoje življenje praznik. Kako močno bi vi rekli, da vas je Pop TV zaznamoval? Jaz bi rekla, da nam je dal odskočno desko, ne? Za vse stvari, ki nas se zanimajo, zato da smo jih lahko mogoče lažje ali pa hitreje tudi doživele, dosegle. Plus, jaz sem noro hvaležna že zaradi tega, ker pač sem spoznala njiju 2, pa seveda Nejca pa Simona, ker smo imeli res eno tako posebno vez. Nerazdružljiva trojica. Ful posebno vez. Mislim, to je Najbrž, če je ne bi bilo, ne bi bile zdaj tlele še vedno. Absolutno, ampak tako, veš, večkrat razmišljam o tem, pa si mislim, pa ko so se takrat neke stvari tako poklople, ker mislim, a je realno, da se 5 ljudi, ki se ne pozna iz različnih koncev Slovenije, tako dobro zašteka v tako kratkem času, da preživimo vse neke take menike v naših življenjih, ne? Pa da še vedno na koncu ostajamo prijateljice, da smo tam, kjer smo. Mislim, meni je to absolutno z tega vidika je Pop TV zaznamoval moje življenje. Zdaj, če iz sebe izhajam, neizkušena mlada punca iz majhnega kraja in kar naenkrat na televiziji, ki bi me mogli biti strah kot ne vem kaj, pa kamere, pa ekipa ogromna. Ampak mi smo dihali z ekipo. Mi smo dihali skupaj, ne? Ja, res, cele dneve. To je bil najboljši projekt. Se mi zdi. Mi smo se imeli fajn, mi smo se spoprijateljili. Prej smo videli Robija, snemalca izpred, pa Samota seveda izpred 23 let seveda. Fino je bilo in se mi zdi, da je bilo vse tako organsko in naravno in sproščeno, ko bi mogli biti, ne vem, sigurno tista prva audicija je bilo malo živčko, ampak pol, če dalje bolj sproščeno. Mislim, da je tukaj tudi res ekipa pomagala, da ni bilo neke nervoze na samem setu in tako. Ne vem, ne spomnim se tega. Ja, zdaj, če lahko dodam mogoče to, da večkrat mogoče jaz tudi uporabim besedo, da smo otroci Pop TV-ja, ne? Tako so nas res smo dihali skupaj. Mene je ful strah, ker prva začnem pet, pa prvi, kaj je, mikrofon. Zdaj imam sicer malo treme, ampak ko bom na odru, bom minila sigurno. 5 ljudi, ki se niso poznali z različnih koncev, so postali eno, dihali eno. Jaz se bolj spomnim takoj ob izidu Moje sonce, ko se je zbralo 4000 ljudi, nam ni bilo nič jasno. Vsakmu smo dali podpis, pa tudi če je prišel z 5 zvezki, itak z roko, čelo, ne vem kam, vse smo se podpisovali, vsakemu smo ugodili, no. Malo pozabiš, ne? Mi večkrat uporabimo to besedo, da smo takrat na takem avtopilotu živeli, ker malo pozabiš, kaj se je vse dogajalo, ker se je tako hitro dogajalo. Te objokane najstnice, pa medvedki, pa vse, ker ne moreš verjeti, no, težko se v to obdobje, ampak ja. Ja, težko se projiciraš nazaj v to obdobje. Jaz se spomnim, da sem na odru noro uživala. Hkrati pa doživljala to nerealnost obsežnosti tega projekta, tega koncerta, ne? Ker to je bilo res, ko si pogledal, to nisi videl kraja glav.
Ja, kar tako malo nerealna. Ne morem povedati, brez besed, tresem se. Za nas in za vas. Kako vas je zaznamovala smrt Nejca in kako ste lahko šli naprej takrat? Ja, to je bil 20. september, petek je bil, mislim, da bi ravno mogli iti na nastop, ko nas je tisti gospod poklical, ne, da Nejca ni več. In ja, in tudi ekipa takrat je bila zelo poštena do nas, ne, so nam v bistvu pustili, da se sami odločimo, kako naprej, ali čist prekinati, ali vzeti kakega novega člana, ali sami 4 naprej, dali so nam tudi čas in pol, ja, nekako smo se, potem ko smo se pobrali in vse, smo se odločili, da gremo sami 4 naprej, ker bi verjetno si tudi naš Nejc, ki je bil res rojen za oder in res naša največja zvezdica, se mi zdi. In smo šli naprej. Tako da, ja. Ja, on je bil ful tak zabaven človek. Vsi so bili noro radi v njegovi družbi, pač Dolenc, ne. Je noč sem, ne? Kaj so? Ne, Jaz sem večkrat vprašam, kako bi bil on danes kot odrasel, ne? Lani bi bil star 40 let. Ja. Ampak ste pa se povezani z njegovo družino. Ja, smo. Tudi z njegovo sestro, Evo. Evica je pač multitalent tudi, zelo skromna, zelo prijazna, zelo na trenutke kar malo preveč Nejc, ne? Tako nam, veš, ko jo gledamo, pa si mislim, oh my god! Odnese stran, spomni se takrat mi dva, skupaj eno sva. Tako so minivala leta in rodili se, koliko ste prej rekla, da se je še Simon naštejemo? 8 hčerk. 8 hčerk se je rodilo. Ja, me pa se mi zdi, da smo tudi mogli dozoriti, otroci so mogli malo zrasti, da smo spet začeli razmišljati o teh svojih strastih. Mislim, ja, malo so nas pregovarjali, ne? To ne bomo rekli, da se nismo pustili prositi. Malo smo tudi Simona čakali, če bi se on kaj izjasnil, pa pol se je izjasnil, da ne bi. Ponovno da ožigli smo rekli 14 dni, smo imeli špile zorganizirane, potkanja, vse, tako da smo se zorganizirali. To se ni spremenilo, pestri urniki ostajajo, a ne? Zdaj je šefica Excela, je povedala, kako je uskladiti vse. Šefica Excela. Ti si tista, ki nekako razporejaš vas. Ja, ker moram, ker imam rada, da je poštimanja. Moram reči, da vsaka od nas treh ima svoje vrline, tako da smo super, vsaka je 1/3 in se super dopolnjujemo. Kaj bi vsaka od vas rekla, da je ena lastnost, vrlina, lekcija, karkoli, ki vam jo je dal Pop TV in vsa ta pot na Popstarsu in vas spremlja še naprej v lifeu in se jo še vedno držite in jo mogoče tudi predajate naprej svojim otrokom? Pač probat moraš, ker če ne. Jaz zmeri poudarjam, da sem z mehne vasi, ne, in da nekdo... si že 3 Pa se še bom poudarjala. In Z Mihalovcev, drugače. z Mihalovci pri Orbožu. In vem, da tam še ti si pa po televiziji gor dol, ne. Ampak, če prideš, ni tak bav. Samo sprostiti se moraš in prepustiti toku in tudi na televiziji so sam ljudje. Pa so zelo srčni in predani ljudje. Tudi Matejo poznamo še iz tistih časov. To se pravi 20 let nazaj. Ja, hvala, ker ste poudarila. No, pa nadaljujemo. Če je pod črto hvaležnost, tisti nekaj, kar v bistvu vse čute do te hiše. Seveda. In tudi zelo veliko povezanost. Tudi vsakič, ko se kak drug projekt pojavi, z veseljem tudi rečemo ja, zaradi tega, ker je to, ne se ostali ne počutijo užaljene, to je pač primarna hiša, kjer smo gor zrastli in se počutimo otroci te medijske hiše. Izbrali smo 5 pravih in zdaj se enostavno morajo dokazati. Mislim, da so na pravi poti. Mislim, da smo res spletli vezi in da, ko mislim čakali, da je sreča. Se pravi, so tisti žiranti, ki so vas takrat zbrali, imeli res dober občutek, da so na oder poslali vas. To ni bila samo žirija. Žirija je seveda bila ključna, so pa bili tukaj psihologi v ozadju. Ogromno je bilo enih nalog, testov in mislim, da so se dobro izkazali. Mi smo pa tudi zelo veseli, da smo bili ta peterka, ne? Jaz imam kar tremo, da mi zdaj me bo Ana prepoznala.
A bi jim kaj sporočile? Kaj za nekaj čujem, neko šušljanje od zadnji. Meni je noro dobro presenečenje že to, da smo se mi srečali po tak dolgem času. No, danes Branka ne bo. Nekaj teoretično. Ti si moje sonce. Popstars je bil prvi projekt, ki je mladim omogočil, da so iz običajnih ljudi postali slovenske zvezde in to na področju glasbe. To je kar prekipelo, no, od energije, ko so bili skupaj. In to se je pol videlo tudi, ko so začeli nastopati. V bistvu smo se takrat tudi prepričali, da smo prave zbrali, ker ni bilo enega nesporazuma. Dokaz je, kje so danes, ne samo kot skupina, punce nadaljujejo recimo, ampak tudi kot osebnosti, kot ljudje, v kaj so se razvile. Mislim, krasen jih je bilo videti.